Koliko občin sodeluje pri tem projektu? 7 občin, to so vse občine Zgornje Gorenjske, vse so podprle ta projekt in v letošnjem letu je že tekel pilotni projekt, če rečemo tako. V polnem obsegu pa bo projekt začel teči prihodnje leto, ker računamo na sredstva iz razpisa Las Gorenjska košarica in sem prepričan, da jih bomo dobili. Na to pa pričakujem, da bo projekt tekel 2 leti za temi sredstvi, v tem času pa računam, da se moramo usposobiti za to, da bo ta semenjalnica že postala v bistvu poslovni subjekt, bodisi zadruga, d.o.o., kakršnakoli oblika bo primerna, ki bo sposobna svojega življenja. Torej, da bo semena, ki jih bo prodala z tem izkupičkom, da bomo lahko financirali to strokovno službo, ki pa je neobhoden del tega projekta. Semenjalnica bo imela svoj sedež v čebelarskem centru v Lescah. Ja. Ta prostor je z pomočjo oziroma ne z pomočjo izključno za strani občine Radovljica bil pripravljen. Občina Radovljica vsekakor ima levji delež pri tem projektu, ne le da je promotor tega projekta, tudi financiranje je v precejšnjem delu na njeni strani, kajti ta prostor ni bil tako pocen. Prostor mora biti prilagojen tako, da semena pač lahko hranimo tam, kar pomeni hladnejši, vlaga mora biti nadzorovana, skratka vrsto parametrov, ki jih nadzorujemo in ne samo to, opremili so tudi laboratorij, kjer bomo izvajali vse potrebne teste, kajti semena, če jih bomo dajali naprej, morajo biti pa neoporečna. Po predlogu različnih subjektov ste se odločili, da se ta hranilnica preimenuje v semenjalnico. Ja, to je potreben bilo iz 2 razlogov. Ne gre za hranilnico semen v prvi vrsti, ampak gre za projekt usposabljanja sebe, se pravi strokovne službe in pridelovalcev za pridelavo teh semen, potem za zbiranje avtohtonih ali pa vrst, ki rastejo tukaj, za njihovo testiranje na ta način, da vidimo, ali bi lahko bila komercialno uspešna. V poznejši fazi računamo tudi na to, da bomo ta semena žlahtnili. Skratka, ne gre le za hranjenje semen, kar bi navedlo ime hranilnica semen, ampak za druge aktivnosti. Zato smo organizirali natečaj in izbrali ime tega projekta. Odziv na natečaj je bil zelo, zelo velik, preko 300 predlogov smo dobili, na koncu smo izbrali to ime kot najbolj posrečenjo, ker govori in o semenih in o menjavi semeni, skratka v njem je skrito kar precej tega, kar bomo počeli. Letos mineva že 4 leta, odkar so bila prvič zasajena tukaj različna semena in so začela tudi obroditi. Ja, ta vrt je tudi rezultat enega projekta, ki smo ga pa začeli v bistvu pred 6 leti. Projekt se je imenoval Naravna Soči in se je zaključil z organizacijo 2 vrtov. En šolski vrt je v Kranjski Gori, ki tudi deluje, vendar ni tako bogat zaradi, rečemo, vremenskih razmer. Ta je pa poseben uspešen tako po pridelavi kot tudi po obsegu površine in tudi otrok, ki se tukaj, rečemo, vzgajajo.